Pozdravljeni in dobrodošli na kanalu Albert in Leonida Mrgole. Meni se toliko stvari dogaja, da iz dneva v dan se mi samo kopičijo stvari in rečem, joj, moram video posnet, moram to posnet, moram to posnet. In evo, zdaj sem končno tukaj, polna idej, polna nekih namigov, polna tudi nekih novih izkušenj, ki jih imam. Tako kot pač vi vsi, tudi meni pač življenje prinaša zanimive preizkušnje in izzive, ki jih premagujem, ki jih doživljam kot partnerka, kot mama, kot lastnica podjetja, kot človek, ki živi v času korone. Skratka, ja, velikokrat nam ni prizanešeno in se moramo zelo hitro znati obrniti. Zato bom danes govorila, že dolgo časa nisem govorila o partnerstvu. Preden pa začnem govoriti o partnerstvu, bi vam pa rada povedala, da je bil vaš odziv na moj post na Facebooku Leonida Mrgole zelo zabaven, zaradi tega, ker sem seveda napisala, spet pričakujemo. In sicer ne vem, ali je kdo od vas pomislil na to, da pričakujemo dojenčka, ker pravzaprav to sploh ni več mogoče pri meni. Ampak vseeno, je bil zanimiv post in vas je malo prebudil. Ja, dejansko pričakujemo izid 4. izdaje drugega ponatisa Izštekanih najstnikov in se veselimo skupaj z vami za ta pač nov izid 1200 knjig. Bo prišlo spet na plano in to pomeni, da zelo veliko družin že bere to knjigo in zelo veliko družin dela po najinem načinu in to pomeni, da skupaj delamo lepši svet. Ampak danes ne bom govorila o vzgoji. Danes bom govorila o partnerskem odnosu, o tem napisu tukaj. Če ga vidite, mislim, da ga vidite. Midva. V bistvu me je spodbudila k temu današnja terapija, ki sva jo imela z Albertom, in spodbudilo me je to, da vidim, da v tem času, ki kar traja in traja, mi vsi počasi izgubljamo moč in izgubljamo energijo, postajamo naveličani in seveda se tudi v partnerskih odnosih zaradi tega dogaja marsikaj. Ampak slovenščina ima res eno tako lepo stvar v svojem jeziku in temu se reče dvojina. In Slovenci moramo to izkoristiti. A ni to lepo, dvojina, midva? Seveda je velika razlika med tem, če gledamo midva besedo v odnosu, to se pravi v odnosu sem jaz in je moj partner. Kadar pa Albert reče, midva bi mogla posesati, takrat pa meni skočijo lase v luft, ker si mislim, kaj bova oba za eno cev držala, ali kaj. Tako da ja, tudi ta midva je lahko zlorabljena beseda in to ni okej. Ampak jaz bom danes govorila o besedi midva, ki določa nek partnerski odnos in ki določa v bistvu vlogo in odgovornost dveh oseb, ki vlagata v neko stvar, zato da ta stvar funkcionira ali pa ne funkcionira. Ali pa bolj tako funkcionira, na približen. Kaj me je spodbudilo? Imela sva danes eno terapijo, kjer sta rekla, mož in žena sta bila, sta rekla, da jima zelo dobro gre po naših srečanjih, ampak da imata tako veliko težavo spraviti neke stvari, ki so povezovalne, na novo v življenje. Glejte, to pomeni, mi imamo nek spontan odnos med sabo. Ta odnos smo se učili od naših staršev, ker smo bili majhni, tudi od starih staršev, od sosedov, pač gledali smo odrasle ljudi, kako živijo skupaj, kako rešujejo konflikte, kako delajo z denarjem, kakšen odnos imajo drug do drugega, ali so spoštljivi, ali so ponižujoči, ali so hvaležni, ali so ljubeznivi,
A so sovražni, ali so prestrašeni, zelo veliko tega smo videli, ko smo bili majhni, a ne. In najpomembnejše osebe v našem življenju so seveda bili naši starši oziroma tisti najbližji, s katerimi smo tudi mi bili kot otroci v odnosu. Od njih smo se učili in to smo prenesli v partnerski odnos. In ja, poleg povezovalnih stvari smo prenesli zelo veliko nepovezovalnih stvari in tega nas seveda nihče ni naučil, noben nam tega ni povedal in mi smo vedno prepričani v svoj prav, a ne, jaz sem pač najboljša, jaz dobro hočem, jaz dobro hočem Albertu, on mene ne razume, on hoče vse po svoje in tako naprej. In ja, kako se naučiti tega, da imam jaz svoj prav in da moj Albert ima tudi svoj prav in da imaš ti svoj prav in da tvoj partner ima svoj prav. A ne, kakšna čudežna stvar je to. No, in ta par je rekel, oziroma on je rekel, da sta zelo zavezana k temu, da bi naredila neke spremembe, da bi imela neke obrede, da bi si mogoče kam kaj napisala, zato da bi se spomnila na njun odnos, ampak da do tega kar ne pride. Zakaj ne pride do tega? Zakaj recimo se dogajajo te stvari, da imamo mi strašno željo po tem, da bi bili srečni, da bi bili zadovoljni, da bi se varno počutili? Ko pa imamo to priložnost, pa ne znamo te priložnosti izkoristiti. Verjetno imate vi svoj odgovor za te stvari. In mogoče je fajn, da si ta odgovor zapišete, če ga imate. Ampak ne velja napisati, pri nama ne pride do tega, zaradi tega, ker je ona taka, pa taka, pa taka. Ali pa zaradi tega, ker je on tak, ker on se ne pogovarja, ker on ne pride, ker me ona skozi kritizira. Ampak kaj jaz delam v odnosu, da se pri nama ne zgodi, da bi v rutino prišle povezovalne navade, kot so recimo pogovori, randiji, dotiki, očesni stik, nasmeh, pohvala, vznemirjanje, rajcanje, a veste, to, kar smo imeli na začetku v odnosu. Kam je to šlo, kje je? A vam zaupam skrivnost, čist nikamor ni šlo, še vedno je v vas. Moje vprašanje tukaj je, kaj je razlog, da tega ne uporabljata, da se tega ne poslužujeta, oba dva mata? Kaj je razlog, da prihaja do zamer? Razlog so stari modeli, razlog so stari vzorci, razlog je tudi naša lenoba in naš model, ki ga imamo. Zakaj sem zdaj to rekla? Glejte, če damo eno primerjavo, otrok, a ne, ko mi dobimo otroka, takrat nam je najpomembnejša oseba na svetu on. In s tem nič ni narobe. Ampak glejte, otroku se nekaj zgodi, nekaj mu ne dela, joka se, obtla se meče, lačen je, zapravitje, zdajle, ker imajo šolo nadaljavo, ne najde nečesa v računalniku, ne dela internet, mi skačemo k nori in naredimo to, takoj naredimo vse za otroka. Zato, ker vemo, da moramo za njega poskrbeti. Zato, ker smo odgovorni. In to je super. Zdaj pa dajmo zraven tega, da imamo otroka, še naš odnos. In rečemo, ok, najin odnos je še en otrok v naši družini. A mislite, da ta odnos ne rabi zajtrka vsak dan? A mislite, da ta odnos ne rabi, da ga negujemo, da ga očistimo? A mislite, da ta odnos ne potrebuje pozornosti? A mislite, da ta odnos ne potrebuje nasmeha? A mislite, da ta odnos se ne rabi odpočiti? In a mislite, da ta odnos ne potrebuje časa zase? Vse to, kar sem zdaj naštela in še več tega, partnerski odnos nujno potrebuje, da funkcionira. In zdaj vam bom povedala še eno stvar. Otrok nujno potrebuje partnerski odnos, ki funkcionira. To se pravi, bi mogel ta otrok, ki mu je ime odnos, biti partnerski odnos, najpomembnejša stvar v družini. Če mi želimo, da se naši otroci počutijo varno, če mi želimo, da odraščajo
v varnem okolju, da imajo varni temelj, iz katerega lahko potem izhajajo v svoje izkušnje in v odraslost. Čisto sem se zakurila, ampak to je res pomembno. In res vem, da sem že 1000-krat to povedala. In vsak dan razmišljam, kako bi povedala še 1001, da bi vi bili sposobni to slišati. Skratka, vajin odnos je baza vašega družinskega vesolja. V to bazo so se postavili otroci, vidva sta jih posadila v to bazo. In otroci potrebujejo, da je ta baza napolnjena s toplino, z vajino bližino, z nekim zavedanjem, da imata konflikte, nič hudega, če imata konflikte, ampak da jih rešujeta, da ne ignorirata potreb drugega, da se znata o tem pogovarjati. To so res pomembne stvari, če rečemo, za zdrav razvoj otroka in za zdrav razvoj naše odraslosti, zaradi tega, ker imamo mi s tem tudi veliko dela in osebnostno rastemo s tem. Tako da, če imate odnos kot enega otročka ali pa kot eno rastlinco, tako kot je tale tukaj, in rečete, ta odnos moram vsak dan zaliti. Kaj odnos nujno potrebuje? Odnos nujno potrebuje občutek varnosti, bližino, toplino. Odnos nujno potrebuje to, da jaz lahko pridem in se na mojega partnerja naslonim, kadar mi je težko. To se pravi, to pomeni, da lahko z njim delim tudi moja ranljiva čustva. Ne samo to, da se veselimo in da je vse super, trupar in fajn. In moj odnos potrebuje intimnost, v kateri smo sproščeni. Najin odnos, vajin odnos. Točno te stvari potrebuje. 6 sem jih zdajle naštela, pa lahko bi še kakšno našla. Vsaj 6 jih je pa takih, ki so nujne in obvezne. In zdaj si recimo teh 6 stvari lahko zapišete in pogledate, kako skrbita vidva za te stvari, a jih dajeta v odnos, na kakšen način jih dajeta v odnos. In načini za to so razni obredi, srečanja, ki jih imate čez dan, randiji, lahko tudi neke skupne dogodivščine, igrivost, humor, mogoče tudi, a veste, tisti občutek, ko smo bili mladi, pa ko smo se šele spoznali, ta občutek neke skrivnostnosti, recimo, da obujata med vama neke skrivnosti, ki so samo vajine, ki jih nikomur ne povesta, ki vaju povezujejo, ki sta povezana v njih, to je super stvar. Velikokrat mi v bistvu s prijatelji več delimo, kot pa s svojim partnerjem ali pa s prijateljicami. Prosim vas, če delite tale video in če ga lajkate, in res bom hvaležna za vsak vaš komentar, kako se vidva povezujeta, kaj vidva rabita, povejte, če kaj rabita, bom posnela. In ja, skratka, dajte deliti, dajte lajkati, dajte komentirati, zato ker skupaj delamo lepši svet.